Rudolfova pohodniška in kolesarska pot poteka približno po meji območja Rudolfswerta, kot ga je leta 1365 določil Rudolf IV. Habsburški, ki velja za ustanovitelja Novega mesta. 38 km dolgo pot sicer začnemo na glavnem trgu, se po Župančičevem sprehajališču podamo vse do Lastovč, nadaljujemo pot do Grobelj, Češče vasi in Prečne, vse do ruševin gradu Luknja. Od tu se povzpnemo na Kuzarjev kav, zavijemo proti vasi Hudo ter se nato povzpnemo še na Gorenje Kamence, od tu nas pot vodi do Gorenjega Kamenja, Starega gradu, Otočca in Žihovega sela ter nato čez Ragov lok nazaj proti glavnemu trgu. Prvi tako uživanje, saj za mene osebno, pa tudi za te pohodniki, ki so hodili z mano, so ob reki Krki do Prečne. To so tako čudoviti pogledi. En daljši postanek je so ostanki gradu Lukna. To se nahaja v bližini Prečne. Zraven je tudi plezalna pot. Je izredno zanimivo, izredno lepo. Pot sicer zahteva približno 8 ur hoje, po Rudolfovih stopinjah pa se lahko odpravijo tudi kolesarji. Če vemo, da jo recimo prekolesarimo, in to ne s klasičnim kolesom, moramo imeti že skoraj gorsko kolo v 3 urah, potem je jasno, da gre za zelo obsežno in naporno pot. Zato bi jaz priporočal vsem pohodnikom in drugim obiskovalcem te poti, da se lotijo raj po sekvencah. Se pravi, enkrat gremo po dolini Krke, drugič gremo v Grčevje, tretjič gremo na desni breg. Zaradi dolžine in zahtevnosti poti se je na pohod potrebno vnaprej pripraviti. Če pa gremo na turo, pa moramo imeti sabo vse, kar potrebuje planinec. To se pravi, v prvi vrsti je treba imeti kaj za preobleč, v primeru slabega vremena je treba imeti opremo za dež in tako dalje in tako dalje. Sabo moramo imeti pa seveda tudi malico, predvsem v poletnih časih obilo, tekočine, vode. Pot sicer ni označena, lahko pa vse potrebne informacije in usmeritve pohodniki dobijo tako na Turistično-informacijskem centru Novo mesto, kot na sedežu Planinskega društva Krka.